Amerika se utaplja v dolgovih, 39 bilijonov dolarjev dolga. Če bi vsak dan od rojstva Kristusa porabili $1 milijon, še vedno ne bi dosegli $1 bilijona. To ni niti 2% tega, kar Amerika dolguje. To znaša približno $114,000 za vsakega Američana. Povedali so vam, da je podprto s polnim jamstvom države. Povedali so vam, naj zaupate procesu. Lagali so vam. Drži ga skupaj. Sistem, ki ga še nikoli niste videli, zanj nikoli niste glasovali in o njem verjetno še nikoli niste razmišljali. To je globalni sistem, ki sili ves svet, da uporablja dolar, samo zato, da preživi. Zdaj se ta sistem začenja krhati. Države, ki nadzorujejo skoraj polovico svetovne dnevne oskrbe z nafto, razdirajo ta sistem. Ko se bo zlomil, se to ne bo zgodilo njim. Zgodilo se bo vam. Poglavje 1. Iluzija $39 bilijonov. Ameriški dolar se pojavi v skoraj 90% vseh deviznih transakcij na svetu. 9 od 10 primerov, ko na tem planetu pride do valutne menjave, je ena od teh valut dolar. Ko ugotovite, da ima Zemlja trenutno 180 nacionalnih valut, je jasno, da je dolar operacijski sistem, na katerem delujejo vse ostale. Kaj je ustvarilo tega velikana? Trgovinski podatki in desetletja finančnih tokov kažejo na en osrednji mehanizem – svetovni trg nafte, ki je ironično prav tako denominiran v dolarjih. Svetovni trg nafte je vreden približno $2,5 bilijona na leto. V fizičnih terminih je to več kot tržna vrednost svetovnih trgov zlata, železa, bakra, aluminija, niklja, cinka, svinca, kobalta in litija. Skupaj. Nafta je največje trgovano blago v človeški zgodovini in že 50 let je velika večina nafte kupljena v ameriških dolarjih. Japonsko podjetje, ki kupuje savdsko nafto, mora najprej jen pretvoriti v dolarje. Francoske rafinerije, ki uvažajo kuvajtsko suravo nafto, morajo najprej kupiti dolarje. Indijske elektrarne, ki uvažajo iraško nafto, morajo najprej kupiti dolarje. Vse to ustvarja nenasitno povpraševanje po ameriški valuti. To povpraševanje je tisto, kar blaži ameriško inflacijo. To je tudi tisto, kar omogoča ameriški centralni banki, da tiska denar, ne da bi takoj uničila kupno moč vsake ameriške plače. Edini razlog, da tvoj nakup živil niso še dražji kot že so, je v tem, da centralne banke v Tokiju, Frankfurtu, New Delhiju in Seulu vsako leto vpijajo bilijone ameriških dolarjev, samo zato, da lahko ohranjajo svoje gospodarstvo pri življenju. In zdaj se vse to potiho podira. Za razliko od večine preostalega sveta, Združene države izvozijo več nafte, kot jo uvozijo, večinoma iz Mehike ali Kanade. To je priročen zaprt severnoameriški krog. Morda ne veš, da so Združene države trenutno največji proizvajalec nafte na svetu in proizvedejo več, kot porabijo. Torej, čeprav ZDA ne potrebujejo kupovati nafte v dolarjih, potrebujejo, da preostali svet kupuje nafto v dolarjih. Pravzaprav so od tega odvisne. To je popolnoma drugačen problem in v njem Združene države trenutno izgubljajo. Poglavje 2. Skrivni dogovor iz leta 1974. Leta 1944 so Združene države zbrale 44 držav v Bretton Woodsu v New Hampshireu in jim dale ponudbo. Amerika je imela vse te tovarne, večino zlata in globalno vojaško prisotnost, ki je lahko na vljuden način odvračala nestrinjanje. Dogovor je bil preprost. Vsi bi vezali svojo valuto na dolar. Dolar bi bil vezan na zlato, po $35 za unčo. Z drugimi besedami, dolar je predstavljal več kot le kos papirja. Lahko je predstavljal terjatev do nečesa resničnega, do pravega zlata. In približno 20 let je sistem deloval odlično. Nato so se začele pojavljati razpoke. Amerika je naredila nekaj dragih naložb. Vietnam, velika družba, vesoljska tekma, proračun za obrambo, zaradi katerega bi zardel tudi največji igralec v Las Vegasu. Do poznih 60 let je ZDA ustvarjala primanjkljaje in tiskala dolarje hitreje, kot je imela zlata, da bi jih podprla. Takrat so Evropejci, predvsem Francozi, začeli računati. Začeli so gledati, koliko dolarjev je dejansko v obtoku, nato pa so pogledali ameriške zlate rezerve in ugotovili, da se te številke ne ujemajo. Zato so začeli unovčevati dolarje. Dobesedno so naložili dolarje na stotine letal in ladij ter se vrnili z zlatom. V 3 letih je Francija v svoje trezorje repatriirala več kot 3000 ton zlata. Tudi druge države so sledile njenemu zgledu. Ameriške zlate rezerve, ki so nekoč predstavljale 80% svetovne zaloge, so se začele hitro zmanjševati. Do leta 1971 je bilo vsega konec. Tako je Richard Nixon nastopil na televiziji in zaprl zlato okno. Napovedal je, da ameriški dolari s takojšnjim učinkom niso več zamenljivi za zlato. Brez opozorila in brez glasovanja je preklical Bretton Woods. Američani so to poimenovali Nixonov šok. Francozi so temu rekli več stvari, ki jih ni mogoče vljudno prevesti.
Nenadoma je bil svetovni finančni sistem, ki je bil prej vezan na zlato, zdaj zgrajen na, nekakšnem nejasnem zaupanju, da se bodo Združene države obnašale odgovorno. Glede na prejšnje desetletje je bilo to kar veliko za pričakovati. V naslednjih nekaj letih so se stvari začele zapletati. Valute so prosto nihale druga proti drugi, brez kakršnekoli opore, kar je povzročilo velik porast inflacije. Sistem so držali skupaj le dobre vibracije in prekrižani prsti. Potem so oktobra 1973 arabske članice OPEC-a pod vodstvom Saudske Arabije razglasile naftni embargo proti Združenim državam Amerike. Cene so se početverile, bencinske črpalke so ostale brez goriva. Američani so stali v vrstah okoli mestnih blokov v upanju, da bodo napolnili svoje rezervoarje. Gospodarstvo, ki je že tako šepalo, je dobilo še udarec v kolena. Takrat je na sceno stopil Henry Kissinger. Henry Kissinger je bil, odvisno od vašega zornega kota, ali mojster strateg ali vojni zločinec z odličnimi manirami za mizo. Kar pa je bilo nedvomno, je bilo to, da je bil učinkovit. Nekaj, česar je leta 1974 močno primanjkovalo. Dolar je pravkar izgubil svojo zlato podlago. Gospodarstvo je omahovalo. ZDA so potrebovale nov razlog, da bi si svet želel njihovo valuto, in to hitro. Kissingerjeva rešitev je bila skoraj absurdno preprosta. Če dolarja ne moreš podpreti z zlatom, ga podpri z nafto, z nečim, kar vsaka država potrebuje vsak dan. S to idejo v glavi je odšel v Saudsko Arabijo pod pretvezo, da pomaga modernizirati infrastrukturo, a za zaprtimi vrati se je oblikoval pravi dogovor. Saudska Arabija bi svojo nafto prodajala izključno v ameriških dolarjih, kar je pomenilo, da bi vsaka država na svetu, ki potrebuje nafto, najprej potrebovala dolarje, da bi jo lahko kupila. In tako je država, ki se je potiho odrekla zlatu, ustvarila novo pravilo. Če hočeš energijo, potrebuješ dolarje. V zameno so ZDA zagotovile varnost Saudski Arabiji. Saudijci so v bistvu dobili najmočnejšega telesnega stražarja v zgodovini. Amerika je dobila nazaj svoj denarni vpliv. Obe strani sta bili zadovoljni. V enem letu so sledili vsi večji proizvajalci nafte. Brez velikega glasovanja, brez svetovnega vrha. Saudska Arabija je naredila potezo, ki je imela smisel, in vsi ostali so ji sledili. In najbolj neverjeten del? No, nekateri deli tega dogovora so ostali zaupni več kot 40 let. Dogovor, ki je tiho določal ceno energije, stanovanj in živil skoraj pol stoletja, ni bil javno potrjen vse do leta 2016, kar vam nekaj pove. Toda do takrat je sistem že skoraj pol stoletja deloval skoraj popolno, brez prekinitev. Do zdaj. Poglavje 3. Vstopi zmaj. Kar je zgradil Kissinger, je bilo nekaj izjemnega. Vzel je največjo ameriško ranljivost, valuto, ki ni bila več podprta z ničemer fizičnim, in jo spremenil v njeno največje strateško orožje. Ko je bila nafta ovrednotena v dolarjih, države niso več porabljale svojih dolarskih rezerv, zadržale so jih. In ko so jih zadržale, so jih večinoma vlagale v ameriške državne obveznice, kar je pomenilo, da je vsakič, ko je tuja vlada kupila ameriški dolg, dejansko financirala zvezno vlada v Washingtonu. ZDA so gradile avtoceste, financirale vojne, širile svojo vojsko in zmagale v hladni vojni, medtem ko je preostali svet pomagal plačevati račun. Bilo je, kot da bi na svetovno gospodarstvo postavili cestninsko postajo in nato prisilili vsako državo, da gre skozi njo, samo da bi lahko prižgala svoje luči. 50 let je ta cestninska postaja vzdržala. Potem se je Kitajska odločila, da bo zgradila obvoz okoli nje. Kitajska trenutno uvaža skoraj 2 milijona sodčkov nafte na dan samo iz Saudske Arabije. To je dovolj, da bi vsakih 24 ur napolnili približno 127 olimpijskih bazenov s surovo nafto. Kitajska je zdaj največji posamezni kupec savdske nafte. Leta je za vso to nafto plačevala v dolarjih. Za vsak kupljen sodček se je nevidna pristojbina vračala v ameriški sistem, vse zaradi tistega dogovora iz 70-ih let. A prav drugačen razvoj, tišji in bolj tehničen, je razkril pravi kitajski načrt. Leta 2021 se je v Baslu v Švici pri Banki za mednarodne poravnave začel projekt. Imenoval se je Enbridge, most več digitalnih valut centralnih bank, oziroma most CBDC. To ime je pozabljivo, ideja pa ni. Enbridge je sistem, ki državam omogoča neposredno prenašanje denarja med seboj z uporabo digitalnih valut, ki jih izdajajo njihove lastne centralne banke. Izogne se posrednikom, ovinkom in, kar je najpomembneje, vsakršnemu ameriškemu nadzoru. Da bi razumeli, zakaj je to pomembno, morate razumeti, kako stvari delujejo danes. Trenutno, če želi Tajska poslati denar na Kitajsko, mora to storiti prek verige bank, večinoma zahodnih, in na koncu poravnati transakcijo v dolarjih prek sistema SWIFT. SWIFT je komunikacijski sistem, ki ga banke uporabljajo za medsebojno komunikacijo. Dnevno obdela približno 5 bilijonov dolarjev.
In ker deluje pod zahodnim nadzorom, imajo ZDA ogromen vpliv nanj, kar pomeni, da ga je mogoče uporabiti kot orožje. In to se je že zgodilo. Ko je Rusija februarja 2022 napadla Ukrajino, je skupina G7 izključila ruske banke iz sistema SWIFT in zamrznila približno 300 milijard dolarjev ruskih rezerv na Zahodu. Če ste druga država in to opazujete, naprimer Kitajska, Indija ali Saudska Arabija, si začnete zastavljati neprijetna vprašanja. Kaj se zgodi, če bomo naslednji? Kitajska ni napisala ostrega pisma kot odgovor, preprosto si je zgradila lasten izhod. In to je bistvo Enbridgea, plačilnega sistema, ki popolnoma obide SWIFT. Začel je delovati leta 2024. Do konca leta 2025 je Enbridge obdelal več kot 4000 transakcij v vrednosti 55 milijard dolarjev, kar je ogromen porast v primerjavi z njegovimi prvimi preizkusi. A še vedno je majhen v primerjavi s SWIFTom. Enbridge ni bil zasnovan tako, da bi moral uporabnik za transakcije prositi Zahod za dovoljenje. Zasnovan je bil prav zato, da bi se temu izognili, kar ga naredi za nekaj povsem novega. Ni zamenjava za cestninsko postajo, je pa zagotovo način, kako jo obiti. Ameriško finančno jedrsko orožje, njena sposobnost, da katerokoli državo odreže od svetovnega gospodarstva, ne izgleda več tako neizogibno. In tukaj postane stvar strašljiva. Poglavje 4. Počasno izkrvavljanje. Junija 2024 so po internetu eksplodirale novice, da je Saudska Arabija dovolila, da njena petrodolarski dogovor poteče. Dogovor je bil mrtev. Čas je bil, da dolar spakira kovčke. Savdijci so bili pripravljeni sprejemati plačila v različnih valutah, vključno z evrom, rupijo in celo kitajskim juanom. Težko bi rekli, da je sploh kdaj obstajala kakšna zavezujoča pravna pogodba. Dvostranski gospodarski sporazum med ZDA in Saudsko Arabijo iz leta 1974 je tehnično potekel leta 2001 in nikoli ni bil pravna osnova za karkoli. Petrodolarski sistem nikoli ni bil pogodba, ampak strukturni dogovor, samo okrepitvena navada medsebojne odvisnosti. Ni ga bilo treba obnavljati. Preprosto je bil vgrajen v samo arhitekturo svetovne trgovine. Ta sistem pa se nedvomno razkraja. Naftni posel v juanih. Eden za drugim. Ekonomist Zoltan Polštar je ta prehod poimenoval Bretton Woods 3. Njegov argument, ki ga je prvič predstavil marca 2022, je, da se svet premika od tega, kar imenuje notranji denar, papirnatih terjatev, do vlad, kot so ameriške državne obveznice, k zunanjemu denarju, fizičnim stvarem, kot sta zlato in surovine. Njegova poanta je bila, da so surovine zavarovanje pa je denar. Ko je skupina G7 zamrznila ruske rezerve, ni kaznovala le Rusije. Vsem nezahodnim centralnim bankam na svetu je sporočila, da je mogoče premoženje v dolarjih zaseči in to je trajno spremenilo računico. V praksi dedolarizacija, kot ji pravijo, bolj spominja na počasno krvavitev kot na popoln zlom. Delež dolarja v svetovnih deviznih rezervah je padal z okoli 85% v 70 letih na približno 58% danes. Seveda je trajalo 50 let, da smo prišli do številke, ki še vedno ni zanemarljiva, vendar je ta številka najnižja v zadnjih 2 desetletjih. In tukaj je točka, kjer bi vse to lahko vplivalo na vaše življenje. Ameriška vlada trenutno plačuje več kot $1 bilijon letno samo za obresti na svoj dolg. To je več, kot znašajo letni izdatki celotnega proračuna za obrambo in izobraževanje skupaj. Številka ni še bolj katastrofalna, zato ker tuje vlade nenehno kupujejo ameriške državne obveznice. To ohranja cene obveznic visoke, donose in s tem obrestne mere pa nizke. Hipotekarne obrestne mere skoraj natančno sledijo donosom državnih obveznic. Ko so se obrestne mere med letoma 2021 in 2023 zvišale z 2,65% na 7,79%, se je mesečno plačilo za posojilo v višini $400,000 povečalo za skoraj $1,300, kar je ogrozilo plačila za avtomobile in družinske počitnice. Zdaj si predstavljate, da namesto da bi Fed namerno zvišal obrestne mere, je razlog preprosto v tem, da manj držav potrebuje dolarje za nakup nafte. Ker je potrebnih manj dolarjev, se kupi tudi manj državnih obveznic. Cene obveznic hitro padejo, donosi pa narastejo, temu pa sledijo tudi hipotekarne obrestne mere. Fed lahko naenkrat zniža obrestno mero federalnih skladov, ne more pa prisiliti centralnih bank, da še naprej kupujejo ameriški dolg. In če prenehajo, ta račun pade na vas. Poglavje 5. Zadnja domina. Vsaka svetovna rezervna valuta v zgodovini je sčasoma izgubila ta status. Prav vsaka. Rimski denarji, nizozemski gulden, britanski funt sterling. Vsaka od teh valut je bila v svoji dobi operacijski sistem svetovne trgovine. In vsaka je propadla, ko je osnovna ekonomska logika, zaradi katere so si vsi želeli to valuto, počasi prenehala veljati. Rezervne valute imajo enak problem kot slaba programska oprema. Vsi vedo, da obstaja boljša možnost, vendar je prehod naporen. Zato še naprej uporabljate staro različico, dokler res ne gre več.
Ko je Velika Britanija končno izgubila status rezervne valute, se to ni zgodilo naenkrat z enim velikim apokaliptičnim pokom. Preživela je desetletja inflacije, nujnih finančnih pomoči in življenjski standard, ki je v primerjavi s preostalim razvitim svetom vztrajno padal. Funt je počasi postajal vse manj pomemben. Britanski državljani so stroške prevzeli na načine, ki se nikoli niso povsem pojavili na prvi strani časopisov. To je danes vzorec za dolar. ZDA niso Velika Britanija leta 1945. Dolar je veliko bolj vpet v svetovne finance, kot je bil kdajkoli funt. Toda vzorec je enak. Zgradite svetovno povpraševanje po svoji valuti in nato opazujte, kako to povpraševanje upada. Velika Britanija je to dosegla prek imperija, Amerika je to dosegla prek nafte. Zdaj se ta sistem obide. BRICS zdaj predstavlja skoraj 36% svetovnega BDP in 44% svetovne proizvodnje nafte. Ta blok vključuje večino največjih svetovnih proizvajalcev nafte. Enbridge Works, SIPS, kitajska alternativa sistemu SWIFT, povezuje 109 držav. Indija kupuje rusko nafto v juanih in rupijah. Brazilija in Kitajska sta opustili dolar v svoji dvostranski trgovini. Saudska Arabija izvaja transakcije prek Enbridge, hkrati pa zavrača uradno pridružitev BRICS. To je prav tista vrsta strateške nejasnosti, ki jo država ohranja, ko si pušča odprte možnosti. Nobeden od teh sistemov ni dolar. Noben od njih sam po sebi ne nadomesti sistema SWIFT, vendar tudi dolar ni prevzel sveta čez noč. Zmagal je, ker so bila pravila desetletja preprosta. Svet deluje na nafti in nafta je ovrednotena v dolarjih. Torej, če si želel energijo, si potreboval dolarje. To je tisti del, ki se začenja lomiti. Ameriški dolg v višini 39 bilijonov dolarjev deluje samo zato, ker preostali svet še naprej potrebuje dolarje. Pravo vprašanje ni, ali bo Kitajska zgradila popolno alternativo. Gre za to, kaj se zgodi, ko svet odloči, da je to, kar je zgradil, dovolj dobro in začne te bilijone premikati drugam. Ker če se ta premik res začne, ne ostane omejen le na valutne trge. Razširi se na obrestne mere, cene premoženja in sčasoma tudi v vsakdanje življenje. In na tej točki se sistem ne prilagaja počasi, preklopi v novo realnost. To raziskujemo v videu, kaj če se ameriško gospodarstvo zruši. Ali pa si namesto tega oglejte ta video.